Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Za nami je prvi krog letošnjih predsedniških volitev in zbirajo se neuradni rezultati, ki omogočajo prvi vtis o tem prvem krogu. Najprej bi rad povedal, da se zahvaljujem vsem državljankam in državljanom, volivkam in volivcem, ki so prišli na volitve in izrazili svojo državljansko odgovornost in pravico. In posebej se zahvalil vsem tistim volivkam in volivcem, ki so svoj glas dali meni. Imam podporo, ki je bila danes deloma izražena v teh volitvah in prepričan sem, da bo v drugem krogu izražena še veliko močneje. Prvi krog je označen tudi z razmeroma, rekel bi ne samo razmeroma, ampak izjemno nizko volilno udeležbo, najnižjo doslej, ki nam pošilja pomembno sporočilo. S tem državljanke in državljani izražajo določeno kritičnost, določeno nezadovoljstvo s funkcioniranjem našega političnega sistema in seveda to sporočilo moramo ljudje, ki imamo odgovorne funkcije in ki kandidiramo za odgovorne funkcije, dobro razumeti. Jaz bi želel, da bi v drugem krogu bile razmere drugačne in da bi bila volilna udeležba boljša. Kar se tiče ocene izida prvega kroga, bi poudaril, da je to prvi polčas v tem tekmovanju. Ta prvi polčas je dal rezultat, s katerim sam ne morem biti zadovoljen. In zato se bom potrudil, da bom v drugem krogu še bolj prepričal volivke in volivce in zlasti tiste, ki so danes ostali doma, da pridejo na volišča in da glasujejo zame. Za ta namen v 3 tednih, ki ostanejo do drugega kroga, nameravam okrepiti mojo volilno kampanjo, se potruditi, da bo ta kampanja čim bolj vsebinska, da bodo se konceptualne razlike bolje videle, da bomo videli, kakšno državo in kakšno delovanje države v Sloveniji potrebujemo, si zaslužimo in bomo imeli. In verjamem, da bom na tej podlagi, na podlagi tega prizadevanja v drugem delu kampanje uspešen. Spomnil bi, da sem pred 5 leti, ko sem prvič nastopil na predsedniških volitvah, bil v prvem krogu drugi in v drugem krogu prvi. No in če je kaj nauka v tem, verjamem, da bo tako tudi na letošnjih predsedniških volitvah. Toliko bi želel povedati o tej priložnosti. Če je še kakšno vprašanje, lahko tudi odgovorim. Prav gotovo nisem zadovoljen z rezultati. Predvsem me skrbi nizka volilna udeležba in potrudil se bom, da bo ta boljša in da bodo seveda volivci v času do drugega kroga izvedeli vse, kar je treba o mojem prizadevanju za izboljšanje delovanja te države. Prosim. Lahko boste malo konkretni. Kje vi vidite največje konceptualne razlike med Pahorjem in med vami? No, konceptualne razlike so v tem, da si jaz iskreno in z dobrimi načrti prizadevam za to, da bi naša država delovala pravičneje, da bi bila bolj socialno čuteča in da bi imela večje rezultate in boljše mednarodno spoštovanje. To bi bilo najkrajše opredeljeno. Pa v kampanji možnost o teh stvarih govoriti še veliko konkretneje. Prvi komentarji so bili, da se levica in desnica iz političnega prizorišča umikata z morebitno zmago gospoda Pahorja. Kako vi vidite to razdeljenost? No, ta razdeljenost je pri nas že močno relativizirana in ne gre več za klasične ideološke delitve, gre pa seveda za različne koncepte in različne osebnosti in to se v takih volitvah, kot so te, izkaže. Zato mislim, da ni še pravi trenutek, da bi dali neke dokončne ocene na vzorcu razhajanja med levico in desnico. Gre bolj za eno vmesno fazo, ki daje možnost resnega premisleka in seveda končne dobre odločitve.